kakšno drugo resnico, ki nas bo morda tudi osvobodila. Ko nam je to tako jasno povedano po Božjem razodetju, po izpričanih pričah, po svetem Štefanu, ko smo danes slišali, po Janezu, evangelistu, ki je slonel pri zadnji večerji na Gospodovih prsih in čutil in doživljal Gospodovo bitje srca in njegovo poslanstvo. In najbrž je samo on mogel doumeti takoj pri tej misiji zadnje večerje Gospodovo veliko prošnjo, ki jo izrazil očetu. Oče, daj, da bodo vsi eno, kako sva midva eno. To pričakuje, sestre, bratje, od nas naš Gospod, da bomo eno, da ne bomo sprti, da se ne bomo šli med seboj lažnivce, da se ne bomo med seboj obsojali in da bomo širili nezaupanje. Kako, sestre, bratje, se moramo z vso odgovornostjo prizadevati za resnico, ki je edina osvobaja. Ne kar tako približno, ne kar tako po nekih strankah in parolah nekaterih ljudi. To je Božja beseda in Božja volja, da smo mi eno, da se mi med seboj razumemo, da se odpuščamo, da se sprejemamo. Kako je to lepo v naših družinah, če je ta zapoved živa, resnična. Koliko manj strahov, koliko manj ogrožanja, koliko manj bolnih in živčnih ljudi in narkotičnih otrok, ki rastejo morda iz družin, kjer je stalno neko nezaupanje, neki strah in neke sodbe in nezaupanje. Kako je važno, da smo eno, kako je važno, da sta mož in žena eno, kako je to pomembno za otroke in tudi za njuno poslanstvo in vzgojo in za vas svet. Zato ni slučajno rekel indijski pesnik Tagore, da imajo zakonci, zlasti žene, svojo roko v Božji roki. In drage matere, drage žene, dajte držati svoje roke v Božji roki, iz katere izhaja ta ljubezen, ta nova zapoved, to razumevanje, ta odmev neizmerne svete Trojice, ki so eno. Kajti Gospod nas ni pustil same, nas ne čaka, da se sami matramo, ampak nam pošilja neprestano pomoč, to je pa Sveti Duh. Sedaj smo v Binkoški 9-dnevnici. Tako pomembni dnevi so to za vse nas, da kličemo zopet, zlasti mi vsi, ki smo bili pri krstu, že potrjeni s tem Božjim pečatom in ki smo bili že utrjeni sveto birmo, s temi 7 darovi in pa s tolikimi drugimi, ki jih nam Bog po svojim Sinu pošilja za naše poslanstvo, da jih mi lahko uporabljamo. Zato dajmo vsak dan dnevno se vprašati Svetega Duha, kaj od mene pričakuješ, kje hočeš, da sem, kaj moram potrpeti, kaj moram reči, kako moram reči, da bom ustvarjaven, da bom gradil medsebojno razumevanje in plemenitost med ljudmi. Kako veliko poslanstvo nam je zaupano, sestre, bratje, da se pripravljamo na to veliko veličastvo, ki so ga nam danes predstavile priče, sveti Štefan,